Hej, en lep pozdravček, sem tukaj v skupini Čarobno telo. Evo sem obljubila, da pred našimi nedeljskimi izmenjavami naredim še en Facebook live v živo o tem, kaj pravzaprav povzročajo droge. Torej, ko se drogiramo, torej ali pretirano pijemo, kadimo, torej, ja, dobro, pri kajenju tudi delamo, ampak bolj tako, kadimo neko marihuano, ali pač kokain, heroin, druge vrste drog, potem tudi tu so vključene tudi zdravila, ki so namenjena reševanju vašega psihičnega stanja, ne. Torej, ljudje velikokrat jemljejo droge zaradi tega, ker mislijo, da bo to zmanjšalo njihovo zavedanje. Torej, mi kot bitja imamo neskončno zavedanje. Zavedamo se vsega, kar se dogaja v naši okolici, zavedamo se celo dogajanja na drugi strani planeta, pol se zavedamo tega, kaj se dogaja z Zemljo, in ker nam je to s tem zavedanjem, ne vemo, kako naj upravljamo s tem, ker sploh niti ne vemo, da vse te zaznave niti niso naše, ne. Pač veliko ljudi želi to, kako bi rekla, utopeti to zavedanje, ne. Tudi zdajle sem pravzaprav tudi hrana, neka taka vrsta droge, pa tudi kaj drugega, ne. In želimo to zavedanje utopeti, ampak recimo droge, pač te, ki sem jih prej naštela, dejansko povzročijo, da se naše zavedanje še poveča, še večje zavedanje imamo, ne. In ko smo pa na drogah, torej pa naredimo določene odločitve, zaključke, izračune, razmišljamo kake stvari, in potem, ko nismo več na teh drogah, potem nimamo več dostopa do tega. Torej, vse te stvari se zaklenejo v naš senzorični korteks, to je pač del možganov, a ne. In potem, ko nismo več na drogah, torej, ko nismo več alkoholizirani, ko nismo, pač dobro, ta marihuana, pa to, ko gre ven iz našega sistema, to kar nekaj časa traja, ne, za vse tiste, ki mislite kaj drugačnega. Pa te zdravila, ki smo jih jemali za reševanje nekega psihičnega stanja, ne, ko pač izvenijo torej, ko nismo več na teh drogah, a ne, nimamo več dostopa do teh odločitev, do tega, kar smo se takrat odločili, ko smo bili na drogah, ne, kar smo takrat izračunali, zaključili in dobesedno reagiramo na neke stvari, se odzivamo na neke stvari, pa sploh ne vemo razloga za to, ne. Dejansko sploh ne vem, kaj se dogaja, ne, in to je to, ker nimamo več dostopa do teh stvari, a ne. In pač Access nima pogleda v tem, a se vi drogirate, pijete, kadite, jemljete droge, karkoli, ne. Bolj pač opozarja na to, a ne, da dejansko poleg tega, ne, kar sem pravkar povedala, tudi ko se drogiramo, se odpremo, pač da vstopijo v nas entitete, a ne, in potem entitete govorijo skozi nas, motijo naše fizično telo, pa tudi naše, kako bi rekla, življenje, a ne. In v tem je problem, ne. Tudi to, da nimamo več dostopa do tega, kar smo se odločili takrat, ko smo na drogah, ko smo bili na drogah, a ne, in enostavno kar nekaj reagiramo, se upiramo, se odzivamo na neke stvari, pa niti sploh ne vemo, zakaj, a ne. To pomeni, da nimamo popolne izbire, ne, in access consciousness, torej tarča access consciousnessa je, da opolnomoča ljudi, da imajo popolno izbiro na vseh področjih svojega življenja, ne. In ta proces, ki ga bomo delali v nedeljo na jutranjem delu izmenjav, a ne, je namenjen prav temu, da dejansko se odklenejo te stvari, ki smo jih zaklenili takrat, ko smo bili na drogah, a ne. Poleg tega je pa ta proces namenjen tudi za vsem tistim, ki so zasvojeni s to drogo perfekcionizma, torej vse mora biti popolno, perfektno, in se na tak način zaustavljajo, torej nikoli ne naredijo nekega koraka naprej, a ne, ker vse mora biti popolno, in še vedno imajo občutek, da ni popolno, in zato pač nikoli ne naredijo enega koraka naprej, a ne, ali pa pač enostavno neke norosti, ki jih imamo, a ne. Ta proces, ki se imenuje trizložni sekvenčni sistemi, z drogo izzvanih scenarijev perfekcionizma in norosti odpravlja vse te stvari, ne. In to bomo delali v jutranjem delu delavnice. Tukaj vsi se lahko pridružite, ne glede na to, ali ste bliže kdaj na kaki delavnici Accessovi ali ne. Potem pol naprej te izmenjave, pa gremo na kosilo, naredimo tako pavzo, ne.
pol v drugem delu izmenjav, pa si tudi tisti, ki še pač niste bili še nikoli na nobeni delavnici Accessovi, se lahko ta proces, ki ste ga v jutranjem delu naučite, pol izmenjujete s preostalimi udeleženci. Če pa pridete pač po kosilu, torej ni treba vam biti cel dan, lahko pridete po kosilu, pač morate pa že nekaj znati, morate pa znati ali barse ali pa kak drug Accessov proces, ki ga lahko potem izmenjujete s preostalimi udeleženci izmenjav. In ja, tako da lepo vabljeni. Jaz mislim, da ta proces, ki ga bomo delali dopoldan, se mi zdi, da kar vsi nekako imamo te stvari, ali te perfekcionizem, ali neke norosti, tudi če se nismo drogirali, pa mogoče smo se pa v kakšnem prejšnjem življenju, ker namreč ni samo to življenje, tudi v bistvu, pač, ko mi se ponovno utelesimo, ko prijemo pač v tem življenju, vse tisto, kar nismo v prejšnjih življenjih opustili, ponovno inštaliramo, kakšne stvari lahko izvirajo iz prejšnjih življenj, tako da lahko v bistvu pobrišemo tudi stvari, ki smo jih prinesli sem iz prejšnjih življenj. Tako da jaz komi čakam, da vidim, kaj bomo ustvarili, do kakšnih energij bomo dostopali. Mislim, to so res neverjetne stvari. To, če še niste nikoli bili na taki delavnici, si enkrat dajte si, kako bi rekla, podarite si to možnost, da vidite, kaj pravzaprav se dogaja, kakšne spremembe se dogaja na podlagi samo tega, da polagamo roke po telesu nekoga, in zahranjamo specifične energije, in do kakšnih sprememb potem prihaja tudi v našem življenju. Sam ležimo pa, oziroma ta prejemnik leži, mi po njem polagamo, oziroma pa se izmenjava energija, in mi ležimo, nekdo drug dela na nas, in potem se naše življenje spremeni, naši načini delovanja se spremenijo, sam na tak lahkoten, negovalen način, zato jaz te dneve, ki jih imamo enkrat mesečno, tudi imenujem negovalnica, tako da lepo vabljeni. In sam pišite na barbara@resnicisvojsanje.si, da se prijavite, povejte, če boste šli z nami na kosilo, pa se vidimo. Čau, čau!